Lepo pozdravljeni. Župani vseh 6 posavskih občin so v Bistrici ob Sotli pripravili tradicionalno ponovodetno srečanje z novinarji. Predstavili so najpomembnejše projekte v minulem letu in načrte za letošnje leto. Župani občin Krško, Sevnica, Brežice, Radeče, Bistrica ob Sotli in Kostanjevica na Krki so na tradicionalnem ponovodetnem srečanju z novinarji predstavili najvidnejše projekte v minulem letu in podrobneje spregovorili o naložbah predvidenih za letošnje leto. Gostitelj tokratnega srečanja je bil župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak. Kot pravi, so lani pristopili k projektu hidravličnih izboljšav, ki bo letos veljal za osrednjega v občini. Zelo težko je bilo pridobiti vsa soglasja, to je bilo res eno težje delo, vendar imamo izbrana vsa soglasja, tista, kar se pač dalo, in gradbeno dovoljenje je pridobljeno, tako da bomo v letošnjem letu in naslednjem letu že lahko šli v izvedbo. Zdaj čakamo še, da bo gradbeno dovoljenje dobilo tudi Brežice, ker smo skupaj, ampak rok je 22, torej mi bomo ta hidravlične izboljšave zanesljivo izpeljali. Glavnina investicij, ki bodo znašale v letošnjem letu skupno približno 17 milijonov evrov, to je toliko je predvideno v proračunu, naj bi se vrtele. Eno je na področju komunalne infrastrukture, potem na področju cestnega programa, tukaj je kar precej denarja predvidenega, seveda pa glavna investicija je vrtec Senovo in pa knjižnica Krško. Te dve investicije pomenita kar velik zalogaj za naš proračun. To je glavnina ali pa skelet teh investicij, seveda pa je veliko tudi manjših, predvsem na področju urejanja ulic, potem različnih projektov, ki jih bomo tudi, se pravi dokumentacije, ki moramo pripraviti, tako da bo leto kar precej intenzivno. V Brežicah proračuna še niso sprejeli, vendar predvidevajo, da bodo za naložbe v tem letu namenili približno 17 milijonov evrov. Največji projekti bojo 2 vrtca, to je v Artečah in pa v Dobovi, potem nadaljevanje mosta čez Krko, z direkcijo urejamo pločnik predvsem v Slovenski vasi, prav tako z Morsom urejamo most leseni predvsem preko Krke v Cerkljah in pa seveda bo še precej drugih projektov po vseh krajevnih skupnosti. V občini Sevnica je za leto 2020 načrtovanih kar nekaj projektov, ki so pomembni za njen razvoj, tako v izvedbeni kot v fazi projektiranja. Trenutno zaključujejo z obnovo bazena. V lanskem letu je bila prenovljena bazenska školjka, v letošnjem letu strojnica, tako da je ta 33 let star bazen v celoti prenovljen, kar je velika pridobitev. Žal se na zunaj ta pridobitev ne vidi. Skupna vrednost posodobitve bazena pa je 1 200 000 evrov v 2 letih. Kostanjeviški župan Latko Petretič pravi, da je za njimi politično in razvojno eno najbolj uspešnih let v času njegovega županovanja. V Kostanjevici na Krki so lani sklenili pogodbo o nakupu Kostanjeviškega gradu, kjer pod okriljem galerije Božidar Jakac domuje Lamutov likovni salon. Zaključili so tudi z energetsko sanacijo osnovne šole. Nedavno pa so sprejeli proračun za letošnje leto. Posavski župani so mnenja, da je sodelovanje med občinami dobro, a dodajajo, da je vedno možno še kaj izboljšati. Jaz mislim, da predvsem na teh nižjih nivojih, pa naj bojo to zavodi, naj bojo to društva in pa vseh ostalih. Dejstvo je, da nekako pri teh krovnih velikih projektih se še dogovorimo, potem ko pa treba kakšne manjše projekte sestaviti, pa ni. Zato tudi več ali manj vsaj opažamo mi kot občina sami kandidiramo na Evropsko komisijo in da imamo projekte ostalih partnerjev v Posavju je pa zelo malo, ki se temu priključuje, tako da jaz mislim, da je tu še veliko možnosti. Jaz sem prepričan, da smo svetovni vzor v slovenskem prostoru glede sodelovanja, kajti se je že naredilo. Seveda mnenja včasih so različna, da smo se zaprli sami v sobo, se pogovorili, si razdelili ta pogača, kakršnakoli je, in sem prepričan, da takšnega sodelovanja si lahko želijo tudi preostale regije in jim želim, da pridejo včasih pogledati k nam, kajti tukaj res najdemo vsak svoj prav in lahko rečem samo hvala županom in ostalim občinskim upravam, da lahko
funkcioniramo tak način, kot funkcioniramo. V občini Radeče se po zatišju v preteklih letih sicer znova pospešeno ukvarjajo s pridobivanjem evropskih sredstev za sofinanciranje večjih projektov, ki jih občina sama ne bi mogla izvesti. Med večje projekte sodi dograditev obstoječega kanalizacijskega sistema, pa tudi ureditev kolesarskih poti med Vrhovim in Hotemežem ter obnova fasade na stavbi kulturnega doma. V načrtu je tudi ureditev parkirišč v bližini zdravstvenega doma. Gostitelj tokratnega srečanja posavskih županov z novinarji je bil župan občine Bistrica ob Sotli Franjo Debelak. V nadaljevanju poglejmo, kaj je najbolj zaznamovalo preteklo leto v občini Bistrica ob Sotli in kaj jih čaka v letošnjem. Med rednimi vsakoletnimi investicijami v infrastrukturo je občina Bistrica ob Sotli lani pristopila k projektu hidravlične izboljšave. Uspešno je pridobila vsa potrebna soglasja in pravnomočno gradbeno dovoljenje, da lahko v letošnjem letu začne z aktivnostmi za realizacijo enega največjih projektov na področju oskrbe z vodo v občini. Kar se drugih projektov tiče, v Bistrici ob Sotli smo bili kar precej, torej optična povezave smo naredili 2/3, 1/3 nas še čaka, to iščemo zdaj preko Rune projekta, da še naredimo teh v bistvu dobrih 100 priključkov še, ampak so razpršeni po celi občini. To bo kar velik zalogaj, vendar ga moramo narediti. V letu 2019 so začeli zelo velik in potreben projekt ureditve novih prostorov za knjižnico. S tem bodo imeli urejene vse prostore v kulturnem domu Bistrica ob Sotli, ki so v njihovi lasti. Torej, letos smo uredili to dvorano, prebrusili parkete, oplesk na novo naredili, ozvočene smo kupili. Hkrati je pa na vrhu, na podstrešju urejeno skoraj 300 kvadratov prostora za našo knjižnico, ki je eno nadstropje nižje in je res v stiski prostorski, in računamo, da bomo tam nekje do občinskega praznika odprli to knjižnico. V sodelovanju z drugimi občinami Posavja so izvedli projekt Mar nam je za skupnost, v okviru katerega so postavili zunanje fitnes naprave za vadbo in ga bodo zaključili s promocijo zdravega načina življenja. Se pa zelo trudimo, da v bodoče, da spravimo skupaj vrtec in telovadnico. Sicer so projekti naslednjih 3-4 let, ker so veliki projekti. Začenjamo pa že, torej idejne začrte smo naredili, ker moramo umakniti gasilski dom, ker nimamo prostora na tem, da bi zgradili telovadnico in vrtec, bomo naredili nov gasilski dom. Tukaj so že dokumenti, tukaj imamo že tudi lokacijo in imamo tudi že v proračunu v prvem branju to sprejeto. Tako da to bojo v prihodnje največji zalogaji, ki se jih bomo lotevali. Sicer pa se lotevajo različnih projektov, s katerimi želijo pospešiti turizem. Mi smo v lanskem letu predali hostel mladim v uporabo, letos želim to narediti tudi še za enim prostorom, da kupimo še eno hišo v centru Bistrice, ki bi jo dali vinogradnikom, društvo vinogradnikom v uporabo, da s tem recimo jim damo še malo možnost dodatnega zaslužka, hkrati bi pa tudi neki turistični potencial. Trenutno pripravljajo prostorske načrte, s katerimi želijo določiti lokacijo za dom upokojencev, ki ga nujno potrebujejo, in za kakšno stanovanjsko gradnjo. Ali pa recimo sofinanciranje prvega stanovanja za mlade, da obdržimo mlade tukaj ali pa da pripeljemo nove, vključno z delovnimi mesti. Torej, dom upokojencev ne samo, da je pomemben zaradi tega, ker se staramo, ker so potrebe, potem so tudi delovna mesta. In če odpremo delovna mesta na podeželju, smo rešili podeželje. Tu računajo na državne razpise. Konec koncev država se tudi mora zavedati, da se staramo, in da je to ena najboljša lokacija za dom upokojencev. Torej, nekaj idilični, vaški okolju se bojo počutili kot doma. Ne gre samo za dom upokojencev, gre tudi za varovana stanovanja, torej v nekem kompleksu. To je moja ideja in tukaj se trudimo, da pridobimo investitorje in da seveda da občina svoje oddela, torej da lokacijska dovoljenja, da prostor pripravimo tako daleč. V načrtu je ureditev cestne infrastrukture in nadaljevanje izgradnje daljinskih kolesarskih povezav skozi Bistrico ob Sotli in hkrati s tem tudi postavitev novih varnih avtobusnih postajališč. Poglejmo, kaj je najbolj zaznamovalo preteklo leto v občini Sevnica in kaj jih čaka v letu 2020. Delo in dosežke sevniške občine je predstavil župan Srečko Ocvirk, ki je povedal, da je bilo v letu 2019 veliko doseženega.
Eden večjih projektov urejanja omrežja občinskih cest je bilo urejanje Kvedrove ceste v Sevnici. Gre sicer za dve ločeni investiciji, sofinancirani strani države in Evropske unije iz kohezijskega sklada. Na tem območju je na novo urejeno parkirišče z 42 parkirnimi mesti v neposredni bližini železniške postaje. Največji investicijski projekt na objektih športne infrastrukture pa je bila obnova bazena Sevnica. Trenutno se zaključuje druga faza, obnova strojnice bazena. V letošnjem letu pa bomo pričeli z dograditvijo vrtca v Sevnici, kajti potrebe izhajajo iz rasti števila otrok, kot tudi vključenosti otrok in priprava na širitve verjetno v Boštanju, zagotovitev zemljišč za širitev, pa tudi priprava na projektno dokumentacijo, kajti število otrok vključenih še vedno stalno raste in to potrebo izpolnjujemo v tem letu. V letošnjem letu intenzivno pripravljajo projektno dokumentacijo za projekt hidravličnih izboljšav vodovodnih sistemov. Tukaj že imamo izdana gradbena dovoljenja. Na vodooskrbi pričnemo z izvedbenimi deli v letu 2020, z samim projektom in nadaljujemo v 2021. V letošnjem letu načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja za nadvoz na Savsko cesto, ki je bistven projekt za ureditev industrijske cone na Savski cesti in poslovne cone v Šmarju, tistega dela, ki še ni kot poslovna cona vzpostavljen, s tem projektom uredimo. Tekle bodo tudi priprave na projekt ureditve železniške postaje v Sevnici. Parkirišče P+R, ki je bilo v preteklem letu izvedeno, je prvi del te faze, prva faza tega projekta. Z nadaljnjim projektiranjem pa želimo, da v sodelovanju z Ministrstvom za promet se uredijo še dodatne parkirne površine, avtobusno postajališče večje, kot je bilo vzpostavljeno, predvsem pa podhod in podvoz na Savsko cesto, zato da bodo lahko pešci, potniki varno prečkali železniško progo in da ukinemo nivojske prehode na tem delu. Tako da ta projekt želimo pripraviti projektno dokumentacijo do realizacije. Letos bodo izvedli ukrepe za ureditev poplavne varnosti v Šmarju. Gre za projekt, ki ga izvajajo v sodelovanju z Direkcijo za vode. Poplavna varnost Sevnične v Šmarju je zelo pogosto, je ta del mesta izpostavljen poplavam. Gre za ureditev prve faze v najbolj urbanem delu Sevnice oziroma v tistem delu, kjer je ogroženost največja. Projekt bo težak skoraj 2 milijona evrov in nekako prinaša ureditev tistega dela, ki v sklopu hidroelektrarn ni bil urejen in ni bila urejena poplavna varnost. V sodelovanju z Direkcijo za infrastrukturo pa občina sodeluje pri projektu premostitvenega objekta na Logu. Direkcija nadaljuje s postopki. V letu 2020 želi zaključiti s projektno in drugo dokumentacijo in pričeti pridobivati zemljišča, da bi lahko leta 2022 nadaljevala z začrtanimi aktivnostmi. To je za nas izredno pomemben projekt, kajti Sevnica na tak način dobi funkcionalno obvoznico. Po izgradnji mostu Log se ukinejo 3 nivojski prehodi in tudi cesta od rondoja za most Log do rondoja v Šmarju postane občinska cesta, mestna ulica, na kateri ne bo potrebno več dovoljevati tranzitnega tovornega prometa in bo predvsem namenjena ta ulica tistim prebivalcem mesta, občanom, obiskovalcem lokalov. Kar bo bistveno izboljšalo kakovost bivanja ob tej cesti, predvsem v starem mestnem jedru, še dodaja sevniški župan. V nadaljevanju sledi nekaj kratkih vesti iz posavskih občin. V večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice je potekal 4. kmetijski forum občine Brežice z naslovom Okoljski izzivi v kmetijstvu. Ker se kmetijstvo večkrat znajde na zatožni klopi kot osneževalec okolja s pesticidi, so se organizatorji odločili, da s pomočjo strokovnih predavanj predstavijo možnosti za zmanjšanje uporabe pesticidov pri pridelavi hrane. V
V preteklem tednu so se, po vsakoletni tradiciji, sevniškim županom Srečkom Ocvirkom srečali duhovniki, ki delujejo v župnijah na območju občine Sevnica. Letošnje srečanje je potekalo v Loki pri Zidanem mostu, kjer je upravitelj župnij Loka pri Zidanem mostu Marija Širje in Razbor pod Lisco župnik Janez Furman gostom razkazal cerkev Svete Helene in slikovito opisal njeno zgodovino. Kulturno društvo Žarek iz Dolenje vasi je v soboto pripravilo že tradicionalno ocvirkijado, na kateri so predstavili različne izdelke in jedi iz ocvirkov. Po besedah Irene Strgar je društvo prvo takšno prireditev izvedlo leta 2007, ko so predstavili 32 jedi iz ocvirkov. Letos je bilo teh 20, namen pa enak, da so izdelki iz ocvirkov čim bolj izvirni. Na letošnji ocvirkijadi je po oceni Komisije za izvirnost prvo mesto ter nagrado za svoj izdelek prejela Branka Jenžur, drugo mesto Matjaž Gomilšek in tretje mesto Mira Damjanovič. Ob razstavi, ocenjevanju in peki ocvirkov, ki so jih pekli za kasnejšo degustacijo v drugem prostoru, je potekal tudi bogat kulturni program. Med 12. in 18. januarjem so se 4 učenci osnovne šole 14. divizije Senovo v spremstvu učiteljic Leo Pravšov-Stredič in Klare Humek odpravili na enotedensko izmenjavo v Belgijo. Na izmenjavi, ki je potekala v okviru projekta Erasmus+, so se srečali z učenci iz Belgije, Španije, Italije in Norveške. Bivali so pri družinah gostiteljev, ki so poskrbeli, da so se počutili kot doma. Njihovi dnevi so bili zelo razgibani. V dopoldanskih urah so se učili, spoznavali drugačne načine učenja, ustvarjali ter se družili, kar kot pravijo šteje največ. Učenje pa so popestrili številni izleti. Svetniki občinskega sveta občine Krško so se na redni seji med drugim seznanili s predlogom nove pokrajinske delitve Slovenije. Zadnji predlog iz oktobra 2019 predvideva 10 pokrajin. Občina Krško bi sodila pod Zasavsko-Posavsko s sedežem v Krškem. Svetniki so potrdili še nekaj drugih točk, več s četrtkove seje pa v nadaljevanju. Zadnji predlog pokrajinizacije Slovenije iz oktobra 2019 predvideva 10 pokrajin. Poseben status pa naj bi imeli mestni občini Ljubljana in Maribor. Sedež Zasavsko-Posavske pokrajine bi bil v Krškem, sedež pokrajinskega sveta v Brežicah, sedež sveta občin pa v Zagorju ob Savi. Sem že večkrat na kolegu občinskega sveta tudi povedal, da je v kakšni fazi je ta pobuda, seveda toliko, kolikor smo pač lokalno seznanjeni. Želimo pa na nek način tudi izraziti podporo ideji o pokrajini Posavje kot nadaljevanju sedanje statistične regije in pa kot, bi rekel, neki formalizaciji ene institucije, če tako rečem, ki že deluje kar nekaj let, praktično od začetka gradnje Savskih elektrarn in se je pokazala kot pozitivna. In bi želeli, da bi bila takšna pokrajina tudi naprej in delovala nekako kot formalna pokrajina, če bo seveda do te regionalizacije prišlo. Kot je na seji dejal predsednik državnega sveta Alojz Kovšca, so osnovni cilji ustanovitve pokrajin, da se pristojnosti z države prenesejo na nižje ravni, da bodo sredstva enakomerno razporejena po državi, da bodo pokrajine učinkoviteje črpale evropska sredstva, bile enakopravne pri čezmejnem sodelovanju. V svetniški skupini SD predlog načeloma podpirajo. Če pa gledam svoje mnenje, mislim pa, da bo to samo ena stopnja težje priti do cilja. Kajti na vprašanje, ko vprašaš, kaj bo na tej regionalizaciji možno doseči, zakaj bo zadolžena pokrajina, zakaj občina in zakaj država, ne zna še noben odgovoriti. Ne. Meni, da bi bilo treba doreči, kakšna bo funkcija pokrajin in ali jih zares potrebujemo. Po moje bi bilo bolje, da damo več pristojnosti občinam, pa bi se ta problem s financiranjem, s vsemi temi potrebami popravil in pa mogoče povečamo glavarino in je zadeva za nas zaključena. Ta predlog je trenutno na mizi, če tako rečem, čeprav mogoče za nas Posavce majčkeno nam priključuje še Zasavje, ampak kakorkoli vsi bodo mogli malo popustiti, če bodo hoteli priti do nekega predloga, ki pa je nujno potreben. Župan občine Krško je na seji poudaril, da so na lokalni ravni bolj kot trenutnemu predlogu nasprotovali prvotni ideji o tako imenovani dolenjski pokrajini. Posavje se lahko pohvali s sodelovanjem vseh 6 občin, zato je želja, da ostanejo skupaj.
Nedavno so se sicer posavski župani sestali z zasavskimi z namenom, da sami preverijo možnosti za skupno pokrajino. V nadaljevanju seje so člani občinskega sveta med drugim sprejeli še predlog odlokov o ustanovitvi javnih zavodov Kulturni dom Krško, Mladinski center Krško in Valvazorjeva knjižnica Krško ter osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center za podjetništvo in turizem Krško. Nadaljujemo v Brežicah, kjer naj bi po predlogu proračuna, o katerem bodo brežiški svetniki odločali na februarski seji, za naložbe letos namenili približno 17 milijonov evrov. Med drugim pričenjajo z aktivnostmi za širitev prostorov zdravstvenega doma in lekarne Brežice. Občina Brežice se intenzivno pripravlja na širitev prostorov za zdravstveni dom Brežice in za tamkajšnjo lekarno. Predvidevamo nekje okoli 1500 kvadratnih metrov dozidave, v katerem bo dobilo nove prostore lekarna, potem na en del bo za zdravstveni dom, prav tako se pa mislijo prostori od lekarne še dati zdravstvenemu domu, kar pomeni seveda, da bo zdravstveni dom se bistveno razširil. V letošnjem letu predvidevajo predvsem pridobitev dokumentacije in gradbenega dovoljenja, v letu 2021 pa naj bi začeli z gradnjo. Financira občina z sredstvem, ki jih ima lekarna kot presežek, ki bi jih morala nameniti občini Brežice in seveda ta presežek bomo porabili namensko za izgradnjo oziroma širitev lekarne in podobno. Koliko je ocenjena vrednost? Ne moram še točno govoriti, bo pa sigurno na 2,5 do 3 milijona. Zdravstveni dom Brežice je v zadnjih letih dobil nove vsebine, kot je na primer Center za krepitev zdravja. Prav tako pa je popolno kadrovsko strukturo pri zdravniku, precej novih zdravnikov je prišlo, tako da nekako imamo popolnjeno sliko. Še bolj me veseli, da nam je uspelo tudi izven občine na dislociranih enotah, kot je Bizeljsko, zagotoviti zdravnika in pa zobozdravnike v večina šol. V letošnjem letu 2020 načrtujemo še v Bišecah, imamo pa že na Bizeljskem, Veliki Dolini, Cerklah, Dobovi, Brežicah, Rtičah, tako da tudi s tem želimo, da imajo tudi izven mesta kvalitetne pogoje za zdravstvo naših občanov. V nadaljevanju sledi krajši pregled športa. V krški enoti Centra za socialno delo Posavje že dobro leto izvajajo pilotni projekt Most. Gre za projekt dolgotrajne oskrbe, ki naj bi dal smernice za sprejetje zakona o dolgotrajni oskrbi. Vključenih je 126 uporabnikov, v okviru projekta pa so skupaj s partnerji zagotovili 15 novih zaposlitev. Po dobrem letu izvajanja pilotnega projekta Integrirana oskrba v občini Krško Most so odzivi uporabnikov in njihovih svojcev zelo dobri. Med njegovimi uporabniki je tudi Štefanija Nedeljkovič, gospo, ki pri 98 letih živi sama, v sosednji hiši sicer živita hči in zet, vsako jutro obiščajo izvajalci projekta Most. To pa vsako jutro to vse pridijo, zrihtajo vse. Lepo, to sem pa zelo hvaležna. Pomoč nudijo na različne načine. Redno jo obiskuje tehnik zdravstvene nege. Treba noge poviti, treba vse. Umiti včasih, kar je treba. Masirati vse vsak dan. Včasih hrbtenica, včasih noge. Nekako poizkušamo, kako bi s pomočjo tega projekta Most domači in vse skupaj to skoordinirali, da bi čim lažje živeli. Tudi jaz sem kot zet že malo starejši postajam, ne? Otroci so že okoli. Jaz samo dihati ne morem, to me najbolj moti, mi čisto sobe zmanjka. Pa težko hodite, ne? Ja, no, tebe je težko hodim, ker sem tudi stara.
Gospa Štefanija nam pokaže zapestnico, ki jo nosi ves čas. Na njej je gumb in s pritiskom nanj lahko sproži klic na pomoč. Izredni alarm. Ja? Ja. No, Ja. to tudi v projektu Mosta. Slučajno, če bi dol padla, ne, se na to pritisnem in da me poli slišijo. No, in glede na to, da sama živi tukaj, smo že enkrat imeli alarm po noč, ki je padla tukaj dol, padla in se ni mogla pobrati, ne. In zelo prav pride. V okviru projekta namreč poskrbijo tudi za ureditev sistema e-oskrba. Gre za asistenčni center, ki deluje 24 ur na dan. V občini Krško se organizirana pomoč na domu izvaja že 29 let in je zelo dobro uveljavljena. Projekt Most pa je njena nadgradnja z novimi zdravstvenimi storitvami, do katerih uporabniki prej niso mogli dostopati na domu. S tem smo skušali ljudem ponuditi še druge storitve, ne samo storitve socialnih negovalk, tako da imajo tudi zdaj lahko na domu storitve socialnega dela, fizioterapije, delovne terapije, kakor tudi storitve kineziologa. Trenutno je vključenih 126 uporabnikov. S tem, da se trudimo, da nekih dolgih čakalnih vrst ne delamo, razen pri teh storitvah fizioterapije, delovne terapije in kineziologije, se naredi mogoče kdaj kakšna krajša čakalna vrsta, ki si jo pa trudimo potem čim hitreje počistiti. Trenutno je 15 novo zaposlenih, s tem, da še v bistvu zaposlujemo enega tehnika zdravstvene nege, ker smo v enem letu dejansko zapolnili kapacitete tistih oseb, ki potrebujejo malo bolj specifično oskrbo, zdravstveno in socialno, da tako rečem, tako da željno pričakujemo še to eno dodatno pomoč. Potem je pa to, v okviru projekta potem več ne moremo zaposlovati, se pa bojimo, kaj se bo zgodilo, no, ker že v enem letu smo v bistvu dosegli vrh oziroma zapolnili vse, kar je možno bilo. No. Dvoletni pilotni projekt je ministrstvo podaljšalo še za pol leta, torej do konca leta 2020. Njegova vrednost znaša 1,7 milijona evrov, pri čemer 80% prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20% pa Republika Slovenija. Ja, mi smo v bistvu nekako že v zaključku lanskega leta poskušali prerazporediti sredstva, ki smo jih imeli, na način, da nekako sredstva zadoščajo do konca projekta. To nam je tudi potem uspelo, tako da na takšen način bomo zdaj tudi lahko funkcionirali naprej, ampak to je pa potem tudi to. Zato nas v bistvu skrbi, kaj pa bo po zaključku projekta, ker zdaj v tem trenutku je res veliko število ljudi vključenih in predvidevamo, da jih bo še več, kakor pač sama demografija kaže in kamor pač gremo. Zdaj mi vključujemo uporabnike 18+, kar pomeni, da ne govorimo samo o demografskih spremembah, ampak dejansko vseh, ki na nek način potrebujejo na dolgi rok neko pomoč drugih oseb. Dolgotrajno oskrbo pa je treba čim prej sistemsko urediti in sprejeti ustrezen zakon, poudarja Rajerjeva. Nadaljujemo v Radečah, kjer so predstavili almanah občine z naslovom Radeški utrip avtorice Doroteje Jazbec. Projekt Radeškega almanaha je nadgradnja spletnega informativnega portala Radeški utrip, ki je zaživel leta 2016, pojasni avtorica Doroteja Jazbec. Na ta način so prebivalci tega območja informirani, kaj se v tem kraju na območju vseh 4 krajevnih skupnosti, se pravi Svibnega, Jagnjenice, Vrhovega in centralnih Radeč dogaja. Almanah je pa nekako v fizični obliki zbirka vseh novic, kaj se je dogajalo v preteklem letu. Gre za prvo tovrstno publikacijo v zgodovini občine Radeče, dodaja Jazbečeva. Gre tudi za prvo publikacijo, ki je narejena na osnovi kronike dogodkov. Kar pomeni, da je v obliki zaporedi, kaj se je dogajalo po mesecih v določenem koledarskem letu, konkretno leta 2019. Tako da 311 novic je zbranih, pa tudi uporabni podatki, kot so sestava občinskega sveta, kdo je na čelu Radeške občine in pa območna združenja in društva, ki delujejo na tem območju. Za konec poglejmo še pregled najbolj branih novic minulega tedna na spletnem portalu eposavje.com.
Spoštovani gledalci in gledalke, hvala za pozornost in vabljeni k ogledu Posavskega tednika tudi prihodnji torek. Nasvidenje.